Pomladni ognji oziroma kresovi imajo v kulturni dediščini podoben pomen kot kurentovanje. Kurentovanje odganja zimo, s kresovi pa naj bi pomagali soncu, da se čim prej ogreje in prinese poletje. Osrednja prireditev za 1. maj bo sindikalna proslava na Snežnem stadionu pod Pohorjem. Začeli bomo z kulturnim programom in sicer najprej bodo, seveda tako kot se za take prireditve spodobi, zaigrala godbena pihala iz Ruš z mažoretkami. Nato bomo nadaljevali z kulturnim programom, kjer bo nastopil pevski zbor Slava Klavore in pa potem dramska igralka SNG Maribor in seveda slavnostni govornik gospod Anton Rozman, ki je podpredsednik Zveze svobodnih sindikatov in generalni sekretar Sindikata tekstilne in pa usnjarsko-predelovalne industrije Slovenije. Kljub temu, da v Mariboru letos kresovanja ne bo, ne v Radvanju, ne v Koblarjevem zalivu, vrednote, zaradi katerih še danes praznujemo 1. maj, ostajajo. Te vrednote nikakor ne gre izbrisati, to se vedno spominjamo leta 1886 na te krvave bitke v Chicagu, ko so v bistvu delavci se borili za pravico 8-urnega delovnika. In kako naj pozabimo na takšen praznik, ko se v bistvu tudi, da rečem 130 let potem, ponovno soočamo s problemi 8-urnega delovnika delavcev. V Radvanju tradicionalnega kresovanja ne bo že drugo leto zapored. Ja, predvsem je problem v finančnih sredstvih. Gre za, bom rekel, organizacijo prireditve večjega tveganja, za odprt ogenj, za ročno postavljanje mlajskega drevesa in tako dalje. In v samo društvo je zalogaj enostavno finančno prevelik. In koliko ne moramo zagotoviti dovolj varnosti in kvalitetne prireditve, smo se tako že lani, kot tudi letos odločili, da pač tega ne bomo organizirali. V turističnem društvu Radvanje se nadejajo, da kresovanja še bodo, morda le z 2-letnim premorom. Seveda to ne pomeni, da kresovanja v Radvanju ne bo več, letos ga ne bo. Kolikor bomo v prihodnjih letih uspeli zagotoviti dovolj finančnih sredstev, raznih donatorjev, sponzorjev in tako dalje, mogoče tudi Zavoda za turizem ali še koga, če bi pritegnili, smo seveda ponovno pripravljeni organizirati tradicionalno radvanjsko kresovanje. Namesto na večerno kresovanje ali pa na praznično nadaljevanje Zveza svobodnih sindikatov Slovenije vabi na dnevno druženje pod Snežni stadion. Zagotovo po kulturnem programu sledi druženje z ansamblom New Band, kamor so vabljeni seveda vsi krajani občine Maribor in tudi okoliških krajev, da se družimo, poveselimo, spregovorimo o težavah in o prijetnih zadevah. 30. aprila kresovanja v Mariboru ne bo ne v Radvanju, ne na Koblarjevem zalivu. Osrednja sindikalna proslava 1. maja na Snežnem stadionu pod Pohorjem.